Pozdravljene, drage ljubitelice besednega sveta in drugi. Dobrodošli ponovno v besedi tedna. Slovenska parlamentarna politika doživlja nove zanimive premike. V preteklosti smo imeli večinske, pa tudi že kakšno manjšinsko vlado. Tokrat pa se nam obeta vlada, ki bo hkrati večinska in manjšinska. Njen večinski ali manjšinski značaj bo določala stranka Resnica, katere identiteta, kot kaže, sega onkraj ustaljene binarnosti. Doslej je veljalo, da je politična stranka na Slovenskem lahko bodisi opozicijska, bodisi koalicijska. Obstajala je jasna delitev na dva pola. Resnica pa bo po domače povedano v tokratnem sklicu skušala sedeti na obeh stolih in s tem pokazati, da se da s takšno dvopozicijo oziroma bipozicijo jemati najboljše iz obeh svetov. V našem društvu za preučevanje slovenskega političnega novoreka smo se odločili ustoličiti novo besedo za označevanje tovrstnega položaja v državnem zboru. In ravno bipozicija je naša nova beseda tedna. Stranka, ki bi rada ohranila svoj neukročeni opozicijski videz, hkrati pa bi in bo naredila vse, da se zmeni s koalicijo. Bipozicija. Ja, doslej nismo bili vajeni razmišljati o tovrstni fluidnosti političnih identitet v državnem zboru, a časi se spreminjajo. Resnica je že pred volitvami obljubljala novo politiko in kot kaže, bo ključna novost ravno ta njihova dvojna oziroma izmenična identiteta. Zanimivo, nasplošno je veljalo, da levi politični pol bolj odprtih rok sprejema identitetne fluidnosti v družbi, medtem ko jih desnica odločno zavrača. A tokrat je stanje ravno obratno. Levica benti, kako si lahko samo eno ali drugo, opozicija ali koalicija. Desnica pa je precej bolj razumevajoča in odprtega duha sprejema dvojno usmerjenost stranke Resnica oziroma njeno bipozicijo, kar je bila naša tokratna beseda tedna.